Na Biotehniški šoli Rakičan so se na okrogli mizi z naslovom Skupna kmetijska politika Evropske unije 2021-2027 izzivi v kmetijstvu v Sloveniji zbrali deležniki z področja kmetijstva in izpostavili težave, s katerimi se, še posebej v Pomurju, srečujejo. Okrogla miza je bila prva od 7, ki jih pripravlja evropski poslanec Franc Bogovič. Naj v uvodu takoj povem, da sem se odločil, da naredim ta niz okroglih miz po Sloveniji, ne slučajno po inštitucijah znanja. Danes smo tu v Rakičanu, nadaljevali bomo potem preko Šentjurja, Mariborske fakultete, Novega mesta, Nakla, Šempetra, kjer so zopet biotehnične šole, in zaključimo na Biotehnični fakulteti v Ljubljani. V času, ko se zelo intenzivno pripravlja okvire za bodočo finančno perspektivo. Ko sem se odločeval za to temo, za te okrogle mize, sem pristopil do ministrice dr. Pivčeve, ki je z veseljem podprla to idejo in tudi vzpostavila to sodelovanje. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že načrtuje skupno kmetijsko politiko. Takšna srečanja pa jim približajo realno stanje kmetijstva v Sloveniji in jim ponujajo smernice, po katerih naj bi se naslednja finančna perspektiva ravnala. Potrebno pa je izpostaviti, da Evropska unija napoveduje krčenje sredstev za kmetijstvo. V novem programskem obdobju bomo imele države članice bistveno večjo samostojnost pri odločanju, kako razporejati sredstva za doseganje ciljev. Vendar še vedno ne moremo pa mimo nekih naprej določenih ciljev, ki bomo tudi predstavili v nadaljevanju, ki nam jih postavlja vseeno Evropska unija. Ampak vendarle, če primerjamo dozdajšnjo usmeritev in usmeritev v bodoče, bomo imeli vse države članice bistveno večjo samostojnost. In tudi mi si želimo, da v okviru te samostojnosti predvsem začnemo razmišljati v okviru nove SKP ali pa programa razvoja podeželja v Sloveniji, predvsem začnemo razmišljati o ciljni naravnanosti. Skratka, naša glavna razmišljanja v tem trenutku z vsemi deležniki, s katerimi komuniciramo, so namenjena iskanju tistih prav strateških ciljev, ki bomo nekako opredelili oziroma jih vsaj nakazali v resoluciji, potem pa podprli s strateškimi dokumenti in potem tudi z operativnim delom, torej ukrepi za doseganje teh ciljev. Cilji seveda morajo biti merljivi, verjetno bomo tudi v bodoče, podobno kot zdaj, s posameznimi ukrepi naslavljali več ciljev, ampak vendarle želimo ciljno naravnanost. S tem skratka, naredili bomo en strateški načrt za našo državo, ampak najprej želimo iti prav z resolucijo, torej prav doseči morda najprej politični dogovor o razvoju našega kmetijstva in se potem lotevati tudi bolj operativnih delov samega tega dela. V tem trenutku smo zaskrbljeni tudi v naši državi, zaradi tega, ker je po zdajšnjem razrezu sredstev na nek način situacija takšna, kot je tukaj napisana, skratka, da se nam sredstva zmanjšujejo. Na neposrednih plačilih za slabe 4% v primerjavi z zdajšnjo perspektivo. Za nas je pa zelo zaskrbljujoč velik padec, predviden padec na delu sredstva, na drugem stebru, ki govori o razvoju podeželja. Vendar je prav, da vemo, da ravno z tega drugega dela je Slovenija bila ali pa je še vedno kar učinkovita pri črpanju in tudi beležimo nekatere zelo pomembne rezultate od mladih prevzemnikov, zaposljivosti in tako naprej na samem podeželju. No in zaradi tega znižanja, zaradi tega predvidenega znižanja, še vedno govorimo o predvidenem, še ne dokončnem, ker je prav, da veste, da se tudi mi kot ministrstvo in naša ministrica posebej angažira za to, da bi ta znižanja bila manjša ali pa da bi celo imeli podoben razrez kot v zdajšnjem programskem obdobju. In v tem delu sta skupaj z finskim ministrom za kmetijstvo pripravila predlog oziroma apel Evropski komisiji za vendarle drugačne razreze v naslednji perspektivi in
Ta apel je podprlo 22 držav Evropske unije. Zato trdimo, menimo, da bo vendarle na koncu situacija verjetno malo drugačna kot zdaj. Verjetno nam pa en del znižanja ne uvide, če smo čisto iskreni. Ampak zaenkrat o teh procentih še ne bi govorili kot o dejstvih, ker so še vedno to je še vedno nek predlog razreza, ampak vendarle nas pa ta padec tukaj malo skrbi. To, da je prva okrogla miza ravno v Prekmurju, v žitnici Slovenije, ni nobeno naključje, kajti ravno tu je še vedno največ kmetovalcev. Pomurje predstavlja 6,6% celotnega območja Republike Slovenije, od tega je 51.000 hektarov njivskih površin, ki je seveda v pretežni lasti lastnikov kmetijskih zemljišč. Je pa, tako kot že bilo rečeno, država, sklad kmetijskih zemljišč, meni je žal, da nikogar danes ni tukaj zraven, ima preko 7.000 hektarjev njivskih, torej izključno njivskih površin v Pomurju v lasti. Država je seveda velik lastnik in včasih trdimo, da ukrepe, ki jih država predlaga, najverjetneje lahko tudi najbolj pokaže na svojih kmetijskih površinah, zato je zgled velikokrat primeren in pravilen. Kar se tiče Pomurja kot celote, gledajte, mi se danes moramo zelo odkrito pogovarjati. Jaz osebno menim, da smo se za to programsko obdobje pripravili dobro. Vsak ima pravico do svojega mnenja, lahko me skritizirate, ampak na osnovi številk, ki potrjujejo to moje mnenje, je, da Pomurje trenutno vleče 23 milijonov evrov denarja v Pomurje, poleg tega je 5 do 7 milijonov investicijskega denarja, vemo, da je to 80% evropski denar, 20% slovenski denar. Bi si želel, da bi tudi v novem programskem obdobju bili uspešni. Kaj to pomeni? Tako evropski poslanec kot državni sekretar sta zelo jasno povedala, da bo na prvi osi približno 3,9, prvo smo rekli 2,9, zdaj smo že pomaknili na 3,9% manj, ne, in pa na 15% manj na programu razvoja podeželja. Jaz bi si želel, da bi se ta številka seveda zmanjšala, da bi ta delež manj, ko bil manjši, oziroma lahko se seveda to nadomesti, kot včasih radi rečemo, ne. Če nam Evropa da premalo, da smo nesposobni več iz Evrope potegniti, potem za enaki delež moramo iz nacionalnega proračuna dati toliko več, ne. Jaz govorim po kmečko, torej, če dobimo tam manj, lahko še vedno dosegamo enake učinke, če sami damo toliko več. Torej, naše priporočilo politiki je, da razmišljamo tudi v tej smeri. Ob zadnjem obisku ministrice smo zelo temeljito analizirali predlog, da je preko socialnega sklada in pa še nekaterih drugih skladov možno priti še do določenega denarja. In menim, da aktivnosti v tej smeri tečejo in so zelo prave. Torej, lahko pričakujemo določene učinke. Kar se tiče naših zelo jasnih ciljev, so pa naslednji. Sklep območne enote je, da pač sredstva morajo ostati na tej ravni in pa kmetijsko-okoljsko podnebna plačila morajo ostati v sedanjem obsegu, kot ga imamo zdaj, z programskimi deleži, kot jih imamo zdaj. Torej, struktura programskih sklopov bi naj ostala enaka, kot je sedanja. Zakaj? Zaradi tega, ker je celotno plačilo kmetijsko-okoljsko podnebna plačila vezano na okoljski program. Torej, učinki so zelo jasni v Murski Soboti, oziroma ne, v Pomurju kot celota. Mi smo enostavno dosegli povečani delež organske mase v tleh. Mi smo povečali v Pomurju kvaliteto pitne vode, mi smo povečali kvaliteto vode na vodonosnikih, mi smo povečali kvaliteto zraka in ni nobenega razloga, da bi ta sistem, ki ga imamo zdaj, spreminjali. Glejte, žarnica, ki dobro sveti, jo pustimo do konca. In zakaj bi vedno po 7 letih spreminjali neko zgodbo, jo prilagajali nekomu tretjemu, ki mu pač ta zadeva nekoliko ne paše, same pa seveda potem imeli v proračunu manj. Naš kmet, kakršenkoli je, ima samo 2 vira. Eden vir je vse to, kar pridela pa proda, drugi vir je pa to, kar dobi iz Evrope in domačega proračuna. Izpostavljena je bila problematika zemljiške politike, saj bi moral sklad kmetijskih zemljišč in gozdov zemljo, ki jo ima v lasti, dati v najem kmetom, ki jo še kako potrebujejo. Imamo različne tipe kmetij. Za različne tipe kmetij rabimo različne
velikosti zemlje. Ena kmetija, ki se ukvarja z visoko dodano vrednostjo, rabi manj zemlje, druga kmetija, recimo poljedelska kmetija, ki marsikatera, redka se ki lahko v Prekmurju ali Pomurju preživijo, ker zaradi vsega zemljišč rabijo dosti zemlje. Ampak tiste manjše kmetije, ki pa to vejo, v našem primeru smo rekli dodana vrednost, predelava na kmetiji, je mogoče potrebno manj zemlje. Vendar, žal, malo prej sem gospodu Podgoršku rekel, gledajte, boli me srce, odnos do sklada, mislim, sklada do kmetijstva. Primer družine Ivanič v Filovci, kmetija 50 krav muznic, 170 približno je vse živine, 2 brata na kmetiji, z mamo pa z očetom, pa 30 pa nekaj hektarov zemlje. Preobremenjenost z GVŽ-jem, premalo krme, kako lahko ta kmetija kmetuje, če vsak ar zemlje spokupijo tisti, ki so bogatejši, ker kmetija je bila v fazi razvoja, drugo pa to čez cesto je pa kompleks skladove zemlje, ki se pa posilira podpelja v bioplinarno. Oni pa na drugem koncu more kupovati krmo. Poleg tega bi morala družinska kmetija biti osnova za oblikovanje kmetijske politike. Sem pa eden zagovornik, da družinska kmetija, kjer so 4 generacije, se pravi in stara in mlada, 2 in pa potem še normalno prihajajo otroci, da je to temelj slovenskega kmetijstva. In temu temelju treba dati dodaten poudarek, ne 5 let, kot je bilo govora, ne 5 let, 15 let obveznosti, vendar 15 let tudi nenehne podpore. Ker ko so mladi odločijo in pa prevzamejo kmetijo, te kmetije nobene niso, mogoče redkoma, niso 100% opremljene, niti 100% izgrajene. In ko mladi ostanejo na kmetiji pa začejo z milijonsko investicijo v neke leve, v neke objekte, normalno, da je to velik strošek in da se mladi ne bodo odpovedovali spodobnemu življenju, ne luksuznemu, spodobnemu življenju. In to njim moramo omogočiti. Zaključki okrogle mize so bili naslednji. Prvič, jasno je bilo rečeno, tu mi rabimo jasno strategijo za vsako kmetijo, za Pomurje, za Slovenijo. In strateški dokument bo rabo hrabrost politike. In jaz mislim, da je prav, da gremo med ljudi, da slišimo in na koncu predlagamo, sprejmemo soodgovornost za to politiko, ki pa vidimo, da bo zelo različna, tako kot je različno slovensko kmetijstvo, in tu se ne meri delovno mesto s hektarjem, velikokrat z dodano vrednostjo, z najdljivostjo, in vsakdo bo moral najti svoje mesto. Nekdo tudi mogoče s tem, da bo se odločil, da bo samo pol delovnega mesta na kmetiji dosegel, samo oskrbo, pa bo to način življenja. Jaz mislim, da moramo biti, ni enotnega modela za evropsko, še manj pa za slovensko kmetijstvo. Družinska kmetija bo zagotovo še vedno temelj kmetijstva evropskega, slovenskega, zatečena stanja so kakršna so. Jaz mislim, da je zagotovo bo sklad imel poleg tega, kot sem že na začetku rekel, naloge, da razpolaga z državno zemljo v oporo mladim pa še kom drugim pri procesu zaokroževanja kmetij. Sem iz okolja, kjer nimam kje računati na državno zemljo, pa si nimam kje s tem kregati, ampak sosedje pa vem, da brato precej ponujajo, ko ima živinorejsko kmetijo in počasi zaokrožuje. Če bi bila kakšna jasna strategija države, kako tam kup danes 2, da tam 3 hektare, bi mogoče bilo lažje. Tu mislim, da bi sklad moral stopiti iz tega zavetja nekega mirnega najemodajalca državne zemlje v aktivnega kreatorja zemljiške politike, in to ministrstvo normalno te naloge da. In tu mislim, da imamo veliko rezerv. Izbrana kakovost, če želimo, da bodo slovenski kupci kupovali slovensko blago, morajo v to verjeti in mora biti neka garancija. Izbrana kakovost, sam imam tudi jabolko za izbrana kakovost, čeprav je zdaj tržbo po celem svetu preko take, ki je letos potrebno, ampak tu mislim, da tisto, kjer so Avstrijci s to svojo znamko AMO že zdanje odgovorili, nimamo kje odkrivati na novo in tam je narejeno in to, kar je gospod Krivec dejal, ne moraš niti za dražjo ceno kupiti, ker zvestobo nekaj velja, in ko mi taka neumna vprašanja postavljamo okolj, kaj pa če drugam prodati, te ne razume. Ker enostavno to ni v njihovem mindsetu, če ta izraz uporabim. In to mislim, da moramo narediti, brez tega bo zelo težko. Znanje, inovacije, prenos znanja, velik poudarek v tej
politiki, mi moramo tukaj tudi marsikaj narediti, da bomo resnično tistega, ki rabi, opremljali s tem znanjem, ne pa da bomo imeli prvi vrsti cilj, kako neko inštitucijo ohraniti. Mi moramo znanje ustvariti pa ga prenesti tistim, ki ga rabijo. In tukaj notri mislim, da moramo tudi kar nekaj hrabrosti imeti. Aktivna zemljiška politika, komasacija, namakanja, jaz mislim, nuja v Sloveniji, na repu smo po namakanju, vodnata država. Ob koncu je Bogovič še dodal, da morajo tako kot na tej okrogli mizi tudi nadalje skupaj sesti različni ljudje in najti skupen jezik ter rešitve.